dan, lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ob izdaji letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč Vrhovno sodišče pripravlja od spremembe zakona v letu 2013, prevzelo pristojnost sodnega sveta, da spremlja, ugotavlja in analizira učinkovitost in uspešnost sodišč ter predlaga v zvezi s tem tudi določene ukrepe. Besedo v zvezi s tem predajam predsedniku Vrhovnega sodišča, magistru Damjanu Florjančiču. Za dodatna pojasnila v zvezi z posameznimi podatki ali po vašimi vprašanji pa boste na voljo tudi generalni sekretar Vrhovnega sodišča Janko Marinko in član službe za razvoj sodne uprave gospod Tine Stegovec. Gospod predsednik, prosim. Ja, hvala in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Me veseli, da ste se udeležili v tako velikem številu tiskovne konference. Ob tej priliki naše izdaje letnega poročila. Podlago za izdajo tega poročila daje 60b člen Zakona o sodiščih, kjer je tudi opredeljeno, kaj naj to poročilo zajema. Torej, to poročilo gre pravzaprav na celotno slovensko sodstvo, ker je potrebno v tem poročilu podati oceno uspešnosti in učinkovitosti delovanja slovenskega sodstva kot celote. Nekatere podatke smo vam že posredovali ob otvoritvi sodnega leta v februarju letošnjega leta, tudi nekatere statistične podatke, zato vas z temi podatki niti ne bi preveč utrujal, razen kolikor vas bo karkoli še posebej zanimalo. Sicer je pa vse to moč podatkovno in statistično pregledati na naši spletni strani, kjer je potem tudi to poročilo objavljeno. Poročilo se pač izroči tudi ostalima dvema vejama sodne oblasti, ministru za pravosodje in predsedniku Državnega zbora oziroma inštitucijam, ki ju predstavljata. Izročeno bo tudi predsedniku sodnega sveta. Predsedniku sodnega sveta in ministru za pravosodje bom osebno izročil poročilo, tako da bom imel ob tej priliki tudi možnost podati kratka pojasnila in morda se tudi na kratko pogovoriti o njihovih vidikih našega poslovanja. Predsednik Državnega zbora pa je žal nima časa za sprejem in za pogovor o tem vprašanju. V letošnjem poročilu ugotavljamo, da so sicer ti podatki, ki se tičejo prejetih in rešenih ter števila nerešenih zadev na koncu obdobja, takšni, da še vedno vzbujajo optimizem pri našem delu, ker ugotavljamo, da nekako obvladujemo pripad, v celoti gledano približno 100% ali nekaj čez 100%. Prejetih je bilo namreč v prejšnjem letu približno 868 tisoč zadev, kar je nekoliko manj od leta poprej. Bilo pa je tudi rešenih nekoliko manj zadev, tako da je na koncu leta ostalo še nerešenih 160 tisoč zadev, gledano v celoti, torej ne da bi tukaj delili po posameznih pravnih področjih, glede na različna področja, na katera se te zadeve prelivajo. Zmanjšano je torej število nerešenih zadev za cirka 13% od leta poprej, če pa gledamo na leto 2012, se je zmanjšalo število nerešenih zadev na koncu poročevalskega obdobja za 55%. Spremljamo tudi povprečen čas rešitve zadev, tako da je tudi ta ugodno se giba v ugodni smeri, ker se je nadaljnjo zniževanje tega povprečnega časa rešitve ustavilo zdaj v lanskem letu na 3,4 meseca.
leto poprej je bilo to 3,7 meseca. Pomembnejše zadeve pa trajajo nekoliko dlje, tam je povprečni čas rešitve približno 7,7 meseca, v ostalih zadevah, ki niso toliko bistvene, pa je ta čas še krajši, torej 2,6 meseca. Vzroki za upad števila rešenih zadev so po eni strani lahko tudi v tem, da imamo manjše število sodnikov, kot jih je bilo leta poprej, ker vemo, da gre ta proces zmanjševanja števila sodnikov že kar nekaj let zaporedoma. Podana je tudi večja zahtevnost in kompleksnost zahtevnost zadev, ki se rešujejo. Zaznavan pa je porast pomembnejših zadev v odnosu do ostalih zadev, zaradi tega, ker se je v prejšnjih letih tudi zaradi pospešenega reševanja rešilo več tudi ostalih zadev in je nekako ostalo v reševanju več pomembnejših zadev, tako da te zadeve potem nekoliko bolj obremenjujejo delo sodstva. Kot sem omenil, se ti časovni standardi tudi skrbno spremljajo, ker v zadnjih letih je sodišče uvedlo oziroma skupaj s sodnim svetom uvedlo časovne standarde kot tiste kriterije, po katerih se ocenjuje poslovanje sodišč in v teh okvirih se spremlja, v kakšnih časovnih terminih se izvajajo posamezne faze postopka, kot tudi koliko časa potrebujemo za rešitev posamezne zadeve. Ti časovni standardi se različno izkazujejo po različnih sodiščih, tako da na primer že pri Vrhovnem sodišču ugotavljamo, da nekako jih v zadnjem letu nismo dosegali, kar pa je morda tudi posledica ali pa ocenjujemo, da je to tudi posledica dejstva, da se nekako predolgo vlečejo postopki izvolitve novih sodnikov takrat, ko pride do upokojitve tistih, ki pač izpolnjujejo pogoje in se potem nekako ne more nadoknaditi ta manko, ta primanjkljaj sodniškega števila pri našem delu. Poleg tega je pa tudi v tem primeru mogoče ugotavljati, da se sodniki vključujejo, zlasti vrhovni sodniki, v številne druge aktivnosti, tako izobraževalne, kot tudi na mednarodnem nivoju, kjer so pravzaprav vrhovni sodniki tisti, ki so največkrat poklicani na različne vrste sodelovanj, pa tudi vpeti so v različne mednarodne inštitucije, ki se ukvarjajo s problematiko sodstva, zlasti v Evropski uniji. Na področju, ali pa če pogledamo še višja sodišča, v Sloveniji tudi zmanjšujejo število nerešenih zadev. Ta trend se na ravni višjih sodišč kar konstantno nekako ponavlja in gre v dobri smeri naprej, tako da je bilo tudi število rešenih v lanskem letu približno 3% višje od leta poprej. Pojavljajo se pa določeni problemi zakonodajne narave, kot na primer sprememba zakona o izvršbi v lanskem letu, ki je prenesla ponovno pristojnost za odločanje višjih sodišč tudi na ostala 3 višja sodišča, ker doslej je imelo izključno pristojnost na tem področju višje sodišče v Ljubljani, in je na ta način povzročen in določen višek, lahko rečemo, kadra v Ljubljani na račun primanjkljaja kadra na ostalih 3 sodiščih. Podobno se obvladuje pripad tudi na okrožni ravni, ampak v tem kontekstu je bolj problematično obvladovanje ali pa neobvladovanje na ravni okrajnih sodišč, kjer se le 98% obvladuje
pripad zadev. Z kadrovskega vidika bi lahko opozorili predvsem na to vprašanje, kje je pravzaprav dno še, ali smo že dosegli to dno zniževanja števila sodnikov, ker sedaj imamo nekako 43,1 sodnika na 100.000 prebivalcev. Nekako je bil cilj, da bi prišli do 42 sodnikov na 100.000 prebivalcev, vendar se zaradi različnih razlogov, ki jih bom še naprej omenil, to kaže zdaj kot nekako nedosegljiv cilj, tako da se nam zdi, da smo prišli pravzaprav zdaj do enega minimuma, kjer ne bomo mogli nadaljevati v tej smeri in bo treba tukaj nekako se malo reorganizirati oziroma ponovno presoditi, kakšno je stanje. Na področju kadra je še zmeraj eno bistvenih vprašanj generacijska vrzel, ker se ugotavlja, da je v starosti od 35 pa tja do 44-45 let izrazit manjko sodnikov, medtem ko se spet izrazito povečuje tisti delež sodnikov tam okrog 60. leta in v tem smislu se bojimo, da bo prišlo v enem določenem trenutku do problema prenosa znanja na nižje, na mlajše sodnike, mlajše po starosti in bi tukaj potem lahko nastopil tudi en tak strokovni problem, ki bi ga težje reševali in bi imel svoj odziv lahko tudi na kvaliteti sojenja. V tem smislu je tudi pomembno poudariti, da se število sodnega osebja, podpornega sodnega osebja, ki naj bi se ustrezno zviševalo ob zmanjševanju števila sodnikov, ni ustrezno temu odzivalo. Tudi problem je seveda tukaj tudi finančni okvir, v katerem sodišča poslujejo, tako da je tukaj še rezerva v tem pomenu, da bi lahko z dodatnim številom sodnega osebja zapolnjevali nujnost tega storilnostnega momenta pri delovanju sodišč. V zvezi z kadri se je Vrhovno sodišče tukaj tudi orientiralo bolj na izboljšanje kakovosti našega poslovanja, našega dela, ne samo pri delu sodnikov, ampak tudi sodnega osebja in so tukaj številne aktivnosti bile vzpostavljene, tako na področju izobraževanja kot začetnega usposabljanja in tudi usposabljanja sodnega osebja, ker vemo, da sodno osebje zaposleni, ki pridejo na sodišče, pravzaprav praviloma ne vedo kaj dosti o načinu poslovanja na sodišču in je treba tukaj določene, bom rekel, kar izobraževalne aktivnosti izvajati, zato da se potem ti ljudje usposobijo za področje našega delovanja. Zlasti je pa poudarek tudi na začetnem usposabljanju sodnikov, ker smo ugotavljali, da nastajajo določene težave pri njihovem prvem obdobju delovanja kot sodnikov na sodiščih, kar pa spet po drugi strani kaže na neko pomanjkljivost pri postopku priprave na pravniški državni izpit, ker bi pravzaprav ta postopek moral že ustrezno usposobiti za sodniško funkcijo in na ta način bi lahko bili kandidati usposobljeni v zadostni meri, ko bi to funkcijo nastopili. Zato tudi smo že večkrat dali pobude Ministrstvu za pravosodje, da se pripravi sprememba postopka usposabljanja za sodniški izpit, torej povezavi s pravniškim državnim izpitom in prav zdaj tudi v teh mesecih tudi potekajo še intenzivna strokovna usklajevanja z ministrstvom, v kateri smeri in kako naj bi se ta zadeva izboljšala in šla v drugačni, boljši smeri naprej.
Na poslovanje sodišča seveda ne vpliva torej samo tisto, kar je v naših rokah. Če govorimo, da je se poslovanje sodišč v Sloveniji izboljšalo v zadnjih letih, je potem vendarle treba reči, da kakšnega ustreznega odziva na to v izvršilni zakonodajni veji nismo zaznali. Zakonodajna veja daje vedno nove in nove pristojnosti sodstvu in to povzroča izrazite težave pri organizaciji dela in pri obvladovanju pripada. Eno takih področij, ki sem ga tudi že kdaj v preteklosti izpostavil, je zdaj upravno področje, upravno sodišče, kjer se je povečal pripad zadev v preteklem letu za 60%, tako da tam je nujno potem posegati z novimi kadrovskimi rešitvami, zato da se ti primeri, te zadeve rešijo v nekem razumnem roku. Vendar takrat, ko se zakonodaja sprejema in ko se ta zakonodaja nanaša na delo sodišč, bi vendarle pričakovali večjo pozornost na stališča sodstva, katero podamo v takih primerih. Marsikdaj se ob takem sprejemanju zakonov zapiše v obrazložitve predlogov zakonov, da ne bo imel sprejem tega zakona nobenih finančnih posledic, vendar če pripiše nove pristojnosti sodstvu na tem področju, to pomeni, da bo imel finančne posledice v poslovanju sodišč, ker bo treba nove kadre zaposliti, bo večje število zadev prišlo na sodišča in že samo večje število zadev samo po sebi pomeni večje finančne obremenitve za delo sodišč. Drug problem, ki se kaže na tej ravni, so primeri množičnih sporov, zlasti na delovnem sodišču, kjer prihaja do množičnih sporov, kjer je tožena stranka Republika Slovenija. In enormno obremenjevanje s temi množičnimi spori, brez da bi država Slovenija imela tukaj pripravljenost ustrezno odreagirati, zlasti takrat, ko se na vzorčnem primeru že odloči, kakšno bo stališče sodstva, je več ali manj težko razumeti in bi pričakovali nekakšno bolj aktivno delovanje predstavnikov države v teh sodnih sporih. Sodišče je tudi Vrhovno sodišče je z namenom spremljanja odločitev Ustavnega sodišča v zadevah, ko pridejo zadeve pravnomočno rešene iz sodne veje oblasti na Ustavno sodišče, ustanovilo posebno delovno skupino že v lanskem letu, ki spremlja te odločitve in jih podrobno analizira, prav z namenom, da se natančno preuči njihov vpliv na naše nadaljne delo in vemo, da je vpliv odločitev Ustavnega sodišča močne precedenčne narave in je te odločitve potrebno upoštevati pri nadaljnem delu, zato se na ta način odzivamo in tudi v letošnjem letu nadaljujemo s spremljanjem tovrstnih odločb Ustavnega sodišča. Na že prej omenjene časovne standarde pri našem delu pa vplivajo na primer tudi takšna dejstva ali pa takšne faze, zastoji v fazah postopkov, ko se sodišče posluži postavljanja predhodnih vprašanj na sodišče Evropske unije in takih vprašanj je v zadnjih letih zmeraj več. No, v zadnjem preteklem letu jih je postavilo Vrhovno sodišče v 3 primerih in ti postopki se zaradi teh razlogov potem tudi ustrezno podaljšujejo.
Z zadovoljstvom seveda spremljamo tudi, da ni več takega enormnega števila odločitev, neugodnih odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, kot je to bilo na primer v tistem obdobju okrog leta 2006 in leta 2006, ampak se je to pravzaprav znižalo na eno razumno raven, tako da tudi pred tem sodiščem ni več zaznati takšnih, bom rekel, kar očitkov pri našem delovanju, kot so bila upravičena v preteklih obdobjih. Sodišče se tudi ne izogiba ugotavljanjem pomanjkljivosti in napak pri svojem delu in se tukaj skuša pravzaprav angažirati na ta način, da vse svoje zaposlene vzpodbuja, da odkrito in jasno spregovorijo o ugotovljenih napakah, pomanjkljivostih ali kakršnihkoli drugih slabosti, zato da bi na ta način te napake identificirali in jih izboljšali. Vemo, da je v preteklosti bil eden takih izrazitih primerov problem nerazglašenih oporok. Te primere je sodstvo samo ugotovilo, iskalo rešitve, jih našlo in potem tudi ustrezno ukrepalo. Zato nas nekoliko moti tukaj, da se druge veje oblasti prikazujejo tukaj kot tiste, ki pa zdaj pravzaprav delajo nekakšen nadzor nad našim reševanjem tega problema, ki smo ga sami zaznali, ga ugotovili in ga tudi ustrezno reševali in predvsem preprečili, da bi se take napake dogajale na tem in drugih področjih vnaprej. Ne morem mimo tega, da ne bi izpostavil problema prostorskih pogojev, v katerih delujejo nekatera sodišča. Ampak tukaj se bom pa res osredotočil predvsem na sodišča v Ljubljani. Tukaj ne moremo mimo tega podatka, da prvostopenjsko sodišče v Ljubljani posluje na 18 lokacijah. Upam, da nisem še kakšne lokacije izpustil, ampak to dejansko na 18 lokacijah poslovati eno sodišče pomeni, da je to povsem nevzdržno. Že kar se tiče tukaj prenašanja zadev, nevarnost izgube določene dokumentacije, časovna izguba, nemoč ustreznega organiziranja poslovanja, optimalnega organiziranja poslovanja. In to pravzaprav ne predstavlja več nobeno sodišče. To je razkropljeno po celi Ljubljani, tako da je to povsem tudi neugledno in neprimerno. Tukaj pa res pogrešamo neko strategijo Ministrstva za pravosodje, ki je zadolženo po zakonu za ustrezno prostorsko reševanje teh problemov, da bi tukaj napravilo vseeno dolgoročno strategijo, kjer bi bilo jasno razvidno, po kateri poti gremo pri reševanju tega problema. Mislim, da bi bila tukaj na mestu zakonska odločitev prav o tem, kako in v katerih terminih bi se k taki prostorski rešitvi tega problema pristopilo, ker sicer bo vsaka vlada imela neke svoje poglede in svoje vidike reševanja ali pa bolj nereševanja tega vprašanja, tako da bi se na tej zakonski podlagi vendarle začrtalo eno jasno pot. Vemo tudi tukaj, da na tej sodni zgradbi, kjer poslujemo 3 sodišča, ni dovolj razpravnih dvoran. Celo ta konferenčna dvorana se je spreminjala v obravnavno dvorano, kar je povsem neprimerno, še posebej zaradi tega, ker niti vrhovno sodišče, niti višje sodišče potem ni imelo na razpolago ustrezne dvorane za svoje običajne konferenčne dogodke, izobraževalne dogodke in tako dalje. Torej, tudi zaradi tega razloga smo predlagali Ministrstvu za pravosodje, da ob gradnji novih zaporov v Ljubljani predvidi pri gradnji
še eno razpravno dvorano za velike sodne procese, kar bi bilo tudi z tega varnostnega vidika dosti bolje in ustrezneje rešeno, kot pa, da se tukaj prerivamo po različnih prostorih v tej sodni zgradbi in na ta način pravzaprav onemogočamo neko redno in normalno delovanje vseh teh inštitucij in vseh teh sodišč, ki smo v sodni dvorani. Za konec bom jaz sam še to izpostavil, da si prizadevamo tudi za izboljšanje tako imenovane postopkovne pravičnosti v tem smislu, da bi se naše delovanje približalo ljudem, da bi točno vedeli, kaj jih na sodišču čaka oziroma zakaj in kako sodišče posluje, tako da se v tem smislu pripravljajo posebni projekti, nekateri so že v teku, kjer želimo na ta način v bistvu zanimirati in predstaviti delovanje sodstva v realni luči in ne v taki, da bo človek, ko pride na sodišče, že pri vratarju zbegan in ne bo vedel pravzaprav kam se obrniti, ampak da bodo že tam sledile prve informacije in da bo imel ustrezno tovrstno informacijsko podporo do konca postopka oziroma do konca tistega opravka, ki ga bo imel na sodišču. V tem smislu je ne nazadnje potrebno tudi izboljšanje našega vtisa v javnosti in posledično zaupanja javnosti v naše delovanje, ker po eni strani še vedno velja ta podatek, da je na področju civilnih in gospodarskih sporov največ zadev v Sloveniji vloženih na 100.000 prebivalcev v odnosu na ostale države Evropske unije. In potem se sprašujemo, kako to, da ljudje prihajajo tako množično po pravico v sodne zgradbe, če pa po drugi strani se to ne odraža na ustreznem zaupanju javnosti. Vendarle greš po svojo pravico tja, kjer pričakuješ, da jo boš dobil. In če tako množično ljudje prihajajo, najbolj množično v Evropski uniji, na slovenska sodišča, potem je nekako logično nerazložljivo, zakaj je potem nizko zaupanje javnosti. Sprašujemo se, koliko za ta vtis dejanskega poslovanja sodstva v javnosti vplivajo tudi druge veje oblasti in druge inštitucije v državi. In naša ocena je, in naše prepričanje, pa tudi različni mednarodni dokumenti o tem govorijo, da si morajo vsi državni organi in vse veje oblasti prizadevati za spoštovanje sodne veje oblasti in za njen ugled v javnosti. Ob zavedanju, našem lastnem zavedanju, da si najprej in v glavnem svoje zaupanje v javnosti lahko utrjujemo in gradimo z našim strokovnim, pravičnim, zakonitim delom. To je naše jasno sporočilo. Vendar tudi to, kar se dogaja v javnosti v zadnjih obdobjih, ko se kar povprek kritizira delovanje sodstva, brez nekih realnih podlag in brez nekih konkretnih podatkov, ki bi utemeljevali to kritiko, to je pa vendarle nesprejemljivo in treba se ozreti v te podatke, kjer so rezultati pozitivni in pričakujemo, da se bodo ti pozitivni trendi tudi nadaljevali, vendar tukaj kličemo na pomoč vse veje oblasti in vse državne inštitucije. Imamo torej probleme, ki jih ne moremo reševati sami. Tisto, kar smo zmogli, mislim, da smo v zadnjih letih že storili maksimalno, kar je bilo v naši moči, trudili se bomo še naprej, vendar pričakujemo ustrezno reakcijo, ustrezno podporo tudi od drugih, zlasti od drugih dveh vej oblasti. Če boste imeli še kakšno vprašanja, smo seveda tukaj v celotnem timu na razpolago. Hvala. Gospod predsednik, čas je za vašo besedo. Hvala, besedilo Zvonta TV Slovenija. Prvo vprašanje bi bilo, prosila bi za predvsem kratek povzetek v smislu, če karikiram, kakšni kondiciji so kljub vsem težavam, ki ste jih našteli,
Stanje slovenskega sodstva, kot sem ga že do zdaj opisal, je po mojem dobro. Uspešno poslujemo, če obvladujemo tekoči pripad, pomeni, da je treba samo še ene dodatne napore vložiti, da bomo počistili še tiste nerešene zadeve, ki nekako ostajajo kot rep za nami, ampak te zadeve niso več tako problematične, število nerešenih zadev ni več problem, kot je bil v preteklosti, imenovan kot sodni zaostanki, ker je temu priznalo tudi več različnih mednarodnih inštitucij, tudi Svet Evrope, in tudi dejstva na to kažejo, da teh sodnih zaostankov oziroma število nerešenih zadev ni več problem, ki bi bil nekaj posebnega za slovensko sodstvo. Po drugi strani pa je kazensko sodstvo seveda zašlo v določene probleme, še posebej specializirano sodstvo, in v tem delu še posebej specializiran oddelek kazenskega sodstva v Ljubljani. Zato smo imeli v letošnjem letu tudi že v začetku marca usklajevalni sestanek, kjer smo se s predsedniki sodišč in vodji kazenskih oddelkov dogovorili in dogovarjali o ukrepih, ki naj bi se sprejeli na kazenskem področju, da bi se razrešila ta situacija, v kateri se je to sodstvo, to področje znašlo. Tukaj je ena vrsta ukrepov, ki jih je pripravila tudi posebna delovna skupina, ki je bila imenovana v drugi polovici lanskega leta in je v teku izvrševanja teh postopkov. Sodišča so tudi že konkretno poročala, katere ukrepe so prevzela na tem področju. V začetku junija bomo imeli pa še nek pregledni sestanek, kjer bomo pregledali te rezultate in ugotovili, kaj se še da na teh področjih napraviti. Gotovo brez nekih dodatnih kadrovskih krepitev, zlasti v primeru Okrožnega sodišča v Ljubljani, ne bo šlo. V tem smeri smo tudi že naredili določene korake. Predvsem pa se išče tudi notranje rezerve, kje prihaja do morebiti možnih premikov sodnikov na ta pravna področja, ki so najbolj kritična. Minister je soglašal s tem razpisom, vendar je treba tudi videti, koliko od teh sodnikov, ki se jih tam še dodatno rabi, je možno dobiti iz notranje strukture okrajnih in okrožnega sodišča, tako da je to ta organizacijska zadeva v rokah predvsem predsednika okrožnega sodišča. Tukaj ima našo podporo. Vi pa razpišete, ne, ta prosta sodniška mesta, ali potem še ne veste, koliko jih boste od teh v resnici razpisali? Zdaj zaenkrat te številke konkretno vam ne morem povedati. Tudi ne, koliko bi lahko drugje dobili? To je stvar, o kateri se usklajujeta predsednik Višjega sodišča v Ljubljani in predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani. To je zelo operativna raven, kjer je treba z vsakim sodnikom posebej komunicirati. In kdaj ne bi pol recimo dobili? Vsaj te, ki so že znotraj sistema? Čim prej. To je pa stvar organizacije dela na sodišču. Dobro, ste dobili bi že, ne? Torej čim prej, kdaj? Jeseni? To boste morali nasloviti vprašanje na predsednika okrožnega sodišča. Vsak predsednik sodišča odloča o organizacijskih ukrepih na svojem sodišču. In tudi, kar se kazenskega področja tiče, tudi na tem usklajevalnem sestanku marca, sem povedal, da je odločilna vloga predsednikov sodišč, kako organizirajo delo na vseh področjih, predvsem pa morajo imeti pred sabo odločitev, kaj je prednostno področje. V letošnjem letu je prednostno področje kazensko, torej to pomeni, da se lahko razporeja sodnike tudi z drugih pravnih področij, kjer se uspešno posluje in brez zaostankov, na ta področja, kjer so kritična. Ne moramo imeti povsod na drugih pravnih področjih rešene zadeve, na kazenskem zaostanke in iti v razpis za nove sodnike na kazenskem področju. Najprej treba notranje rezerve porabiti za ta namen. Prosim.
Rekli ste, gospod predsednik, da se v zadnjem času, še posebej v zadnjem času, kritizira delo sodstva brez argumente, pa me zanima, navezava na politične zadeve, ki jih imate politične v navednicah obravnave. Prvič ste bili volilni, Vrhovno sodišče je volilni sodnik v referendumski zgodbi, določili ponovitev, morda komentarja politične strani, kako se je sodstvo vpletalo v ponovitev referenduma, in drugič zdaj v kandidacijskem postopku pred volitvami, kar velik naval zadev spet pred Vrhovnim sodiščem, katerih je treba hitro odločiti, na koncu bo najverjetneje presojalo še Ustavno sodišče. Morda je generalni vaš pogled na te zgodbe, kjer se sodišče mora opredeljati volilnih zadev. Sodišče se opredeljuje vedno tam, ko nastajajo sporna vprašanja, bodi si, da gre za volilno zakonodajo ali katero drugo zakonodajo. Sodišče je zato, da odloči takrat, ko nastane sporno vprašanje. In tako je tudi v primeru referenduma in v primeru rednih volitev. Sodišče se tukaj nič ne vpleta, ampak rešuje tiste zadeve, ki jih stranke naslovijo na sodišče in takrat odloči skladno z zakonom oziroma svojim razumevanjem zakona. Se torej ne strinjate, predsednica Ustavnega sodišča je na letni tiskovni konferenci rekla, da se bo šele zdaj ali pa morda v prihodnje pokazalo, da nekatere stvari niso tako, kar se tiče volilnega prava, dorečene, da bodo sodišča tudi njihovo še prakso vzpostavljalo. In da je začetek v bistvu ta referendum, odločanje o ponovitvi referenduma. Ja, seveda so to lahko vprašanja, ki so odprta, ampak to so predvsem potem zakonodajne narave vprašanja. Če so določena vprašanja nedorečena v zakonih, potem seveda mora dati interpretacijo sodišče takrat, ko odloča o primeru, ki pride pred njega, pred sodišče. V teh primerih sodišče se svojo razlago zapolni pravno praznino. Če se s tako razlago zakonodajalec ne strinja, bo moral pač spremeniti zakon. Ni druge rešitve tukaj. Pa je zelo plastično vprašalo v zvezi s tem. Ker je ena politična stranka, ki je sodišče vrhovno potrdilo zavrnitev liste, ne? Rekla, da je to maščevanje Vrhovnega sodišča, zato ker so več kot eno leto vsak teden pred sodiščem ustrajali pri navedbi, da gre za krivosodje pred sodno palačo. Pa sploh nimam nobenega komentarja, kaj se bo sodišče maščevalo, komorkoli se nima kaj maščevati. Sodišče izvaja svojo zakonito nalogo in se ne vpleta v neke politične poglede in politične spore ali kakršnekoli druga razmerja te vrste. Enostavno nas ne briga, kdo demonstrira pred ali za sodiščem, mi moramo svoje delo opravljati in sem prepričan, da ga opravljamo tako, kot ga je potrebno. Kako predsednik vlade, pravnik, reče, da je bila sodba v zadevi drugi tir referenduma spisana, preden je bil zaslišan, da je bilo njegovo zaslišanje samo krinka in da je zato odstopil? To sem pa komentiral zadosti jasno v svojem javnem pismu, ki sem ga naslovil predsedniku vlade, in to mislim, da je pa tudi primer, ko je res treba se nekako vzdržati komentarjev, ki rušijo na ta način ugled sodstva in njegovo ustavno vlogo pravzaprav. Ker če je to naša vloga, potem od predstavnikov drugih dveh vej oblasti vsekakor ne bi pričakovali takšnega komentiranja, ki vzbuja dvome v naše odločanje. Drugo je eno pravno stališče, kjer se kdo sklicuje tudi na svoj status univerzitetnega profesorja prava in vsakdo ima pravico seveda kritizirati sodne odločbe in način našega odločanja, ampak drugi dve veji oblasti pa mislim, da bi morale biti tukaj kar precej zadržane. Ne znam si predstavljati, kako bi izpadlo, če bi konkretno kritiziral neke odločitve vlade kot predsednik Vrhovnega sodišča ali kaj podobnega, tako da mislim, da ta razmerja bi morala pa biti jasna vsem predstavnikom teh treh vej oblasti. Mene zanima, kaj
Tisto, kar se nanaša na njih predvsem, ne, ker mi si želimo tukaj ustrezne podpore, kot sem omenil so strani ministrstva, za tisto njihovo nalogo, ki se tiče prostorskih pogojev delovanja sodstva. Morda se nam zdi preveč usmerjeno ministrstvo v zakonodajne spremembe. Vsak minister, ki pride, ima polno vrečo novih zakonskih predlogov, ki jih potem sproži in na ta način predstavlja učinkovitost svojega delovanja. Sodne zgradbe se pa podirajo, v narekovajih rečeno. Najprej naj nam zagotovijo ustrezne prostorske pogoje, da bomo lahko na primeren način opravljali svoje delo. To mislim, da bi morala biti osnovna naloga ministrstva. Zakonodajna veja oblasti je pa drugo področje. Tam gre pa za take primere, kjer se nam znova in znova nove pristojnosti dodeljujejo. Tudi ne vem, če je res v vseh primerih nujna ta sodna pristojnost. Ker po eni strani govorimo, imamo preveč sodnikov na 100.000 prebivalcev v Evropski uniji, po drugi strani pa zmeraj nove pristojnosti dobivamo. Ja, kako bomo vse te zadeve reševali? Zdaj imamo navalno upravno sodišče z primeri omejevanja gibanja tem azilantom. To je tak naval zdaj teh zadev na upravno sodišče, da enostavno ne morejo drugega delati. Delajo samo to, ker to so vse nujni primeri. In to bo navalilo zdaj na vrhovno sodišče, na upravni oddelek, kadar bodo pravna sredstva vložena. Tako da to so primeri, ko bi želeli, da zakonodajna veja oblasti ustrezno preveri, premisli, kakšni vplivi bodo imeli zakonski predlogi, zakonske rešitve, ki jih v zakonih predlagajo na delu sodstva. Tisto, kar se tiče sodstva, kot da jih ne bi zanimalo takrat, ko zakone sprejemajo. Vse drugo je važno, finančne posledice levo, desno, gor in dol, kako bo pa to vplivalo na naše funkcioniranje, to bomo pa mi reševali. Z hkratno potem kritiko, kako ne rešujemo zadost hitro, zadost učinkovito in tako dalje. Če se kar navežem, najbolj se domnevam z ministrom Klemenčičem govorili o prostorski problematiki. Mandat vlade se zdaj izteka, vam sploh kar drugo povedal, Se minister Klemenčič je kar precej napravil na reševanju prostorske problematike nekaterih sodišč v Sloveniji. Žal pa v Ljubljani je ta problem zanemarjen in mislim, da je v Ljubljani najbolj akutna situacija. Zato na to opozarjamo. Ta situacija se dotika ne samo prve stopnje, ampak se dotika od vrhovnega sodišča do drugostopenskega, višjega in prvostopenskih sodišč. To, kar je v Ljubljani, to nam težko več rečemo eno sodstvo, ki posluje v nekih prostorih, ki mu pritičajo za normalno delovanje. Glejte, tukaj se vrhovni sodniki po hodniku sprehajamo skupaj z obdolženci v verigah ali pa vklenjenih. Tako da to enostavno ne gre več. Po svetu se te zadeve na tak način ne dogajajo, da ne izpostavim samo Evropsko unijo, kjer če gremo po zgradbah vrhovnega sodišča ali pa najbolj obremenjenih sodišč v praviloma glavnih mestih držav, so to ugledne sodne zgradbe z ustrezno podporno inštrumentalizacijo vsega potrebnega. Lahko še nekaj vprašam. No, statistika pa reševanje časa zadev, pa to pa na drugi strani ta problematično kazensko področje, ne? Na katere imate zdaj recimo zaradi zadeve tež pregled na zahtevo ministra na okrožnem sodišču v Celju, potem v eni zadevi, ki bo leasinga grozi, da bo treba sprostiti že zaplombirano začasno zaseženo premoženje, ker postopek predolgo traja, potem v enih drugih zadevah 3 mesece ni bilo obravnav in se morajo zadeve še enkrat začeti. Odgovor je pa vedno, da gre za tako zapletene zadeve, da ne gre hitreje. Mislim, to so zadeve, ki so sicer res nizek odstotek vseh zadev, ki jih sodišča rešujejo,
ampak vendarle zelo odmevne zadeve in tudi pomembne, če vsi, vključno s sodstvom, štejete hitro reševanje ali pa kaznovanje gospodarskega kriminala pod prioriteto. Kako pa te zadeve komentirate? Vodenje postopka je vedno v rokah sodnika, ki postopek vodi. In ne bom rekel, da sodniki vedno optimalno vodijo postopke. Marsikdaj se dogajajo stvari, za katere ocenjujemo, da se ne bi smele dogoditi, tudi znotraj sodstva samega. Kolikor prihaja do takih ekscesov ali pa do takih neprimernih procesnih odločitev ali pa procesnih opustitev, potem je to stvar ocene sodnikovega dela. Imamo ocenjevanje sodnikov vsaka 3 leta, kjer se detaljno spuščamo v te podatke in v celovito oceno sodnikovega dela. Kolikor pa prihaja celo do takih opustitev, da to predstavlja, ali pa ravnanje, ne samo opustitev storitev, da prihaja do disciplinskih kršitev, so pa tudi disciplinski postopki. Zdaj je bilo celo z zakonom o sodnem svetu to prenešeno na sodni svet, tako da so disciplinski postopki nekoliko odmaknjeni neposredno izven sodstva in je na ta način morda tudi objektivno gledano videti objektivnejša slika teh postopkov in se dogajajo tudi tovrstni postopki. Ampak pogledaj, gospod Florjančič, predsedniki sodišč imate oziroma imajo določene pristojnosti, ne, za pregled dela določene zadeve, za ta poročila. Zakaj se čaka recimo tako dolgo, da se eno zadevo pregleda, da minister zahteva pregled? Zakaj tega ne uredite znotraj sodstva? Zakaj predsednik sodišča tega ne zahteva? Ali pa višjega, ali pa konec koncev vi, recimo? Ja, številni primeri so, ko pregledujemo zadeve in so nadzorstveni pregledi tako iz višjih sodišč na prvo stopnjo, kot tudi sicer se te zadeve pregledujejo, ampak mi ne javno objavljamo teh naših rezultatov naših pregledov. Seveda ima vsak predsednik sodišča možnost tudi preverjati, ali vsak sodnik pravočasno rešuje in v predvidenih rokih zadeve. Če ugotovi, da prihaja do neutemeljenih zastojev zaradi teh razlogov, potem ima možnost tudi ukrepanja in pristojnost ukrepanja. Ampak zato so predsedniki sodišč, da ukrepajo v teh primerih. No, kaj pa vi kot predsednik Vrhovnega sodišča rečete, če se ena preiskava vleče 6 let? Ja, jaz nimam nadzora nad vsemi preiskavami, sploh ne. To je naloga predvsem prvostopenjskih predsednikov sodišč. In kolikor bodo oni opravljali svojo nalogo v redu, bo tudi moje mnenje pri njihovi oceni njihove službe pozitivno. Če pa ne bo, se bo pa to poznalo pri moji oceni njihove službe. Mislim, da smo na 3. mestu v Evropski uniji. Luksemburg, pa mislim, da Hrvaška imata več sodnikov na 100.000 prebivalcev kot Slovenija. Ne vem, ste že komentirali, gospod Florjančič, napovedane tožbe proti sodnikom za delodajalce? Sem že komentiral, danes ne, ampak enkrat v preteklosti pa sem. Pač tožba je tožba in o tožbi odloča sodišče. Še na tej strani kakšno vprašanje? Če ni dodatnega, se vam lepo zahvaljujem za obisk. Gradivo, torej letno poročilo, je objavljeno na spletni strani sodišče.si. Za morebitna dodatna vprašanja ali pa pojasnila smo vam pa seveda na voljo v službi za odnose z javnostmi. Hvala. Hvala tudi v mojem imenu.